oddaja Moj odnos do zdravja v petek z posebno gostjo Suzano Grau, ki nam bo povedala. Torej, kar vam bom jaz predala, je nekako potovanje tega, v koga se rojevamo v tej sezoni življenja. Kdo je tista jaz, kdo je tista ženska, ki se sedaj želi roditi, in morda še delček tega, kako lahko nam naš menstrualni cikel pomaga pri tem, da nas vsak mesec znova spomni, je čas smrti, je čas zime, je čas pomladi, novega rojstva in potem negovanja teh semen, ki smo jih po zimi izbrali. Da se lahko rodimo in da lahko pojemo svojo dušno pesem, to, kdor me smo. Ole, se poslušamo. Se vidimo v oddaji Moj odnos do zdravja v petek. Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. Danes gostim v oddaji eno posebno žensko. Žensko, ki se ukvarja z žensko močjo. Ženska, ki je igralka in istočasno iz žensk pomaga zbuditi svojo žensko moč. Dobrodošla v oddaji Suzana Grau. Pozdravljena, Neja. Pozdravljena. Ole. Ja. Jaz sem zelo vesela, da si prišla v to oddajo. Smo imeli kar nekaj izzivčkov, da sva se lahko ujele. Mi, da sva obe ravno prišle z enega popotovanja in sva rekla, nič, pa dajva zdaj to narediti, da vidimo, kaj lahko skupaj doprineseva našemu občinstvu na Ljubljana TV. Tako da, Suzana, daj povej, kdaj si se začela ukvarjati s temi stvarmi, s čimer se ukvarjaš? Si igralka, ampak istočasno menstrualna mentorica, menstrualna voditeljica, vodnica te ženske moči, cikličnosti. Kdaj se je tebi to srečalo v tvojem življenju? Ok. Pri tem odgovor moram biti vedno zelo pozorna, zaradi tega, ker vrat v to, kje se je začela zgodba, je vedno veliko. Lahko bi rekla, začela se je v otroštvu z mojo zgodbo življenjsko, lahko bi rekla, začela se je takrat in tako naprej. Ampak mogoče tako nekako ena najbolj ključnih vrat, da se je to potovanje zame začelo, je leto 2011, ko sem šla na obred v Anglijo in tam sem molila in plesala 72 ur na obredu Movement Medicine, vsako leto Long Dance Ceremony. In moja namera, s katero sem prišla, je, da tisto, kar ni v skladu z menoj, odide iz mojega življenja. Jaz danes vedno svojim učenkam potem rečem, bodite pozorne, ko dajete namero, Ker se uresniči. ker je treba vedno dodati karkoli, si rečeš, naj bo še nežno, z milostjo, z milino, z ljubeznijo. Da se tako, da ni bum tresk, ko prideš iz kakšnega obreda potem nazaj domov. No in potem na tem obredu sem zvedla za učiteljico Carolyn Hillier, ki je imela v Dartmoorju, na Močvirju, ženski krog za 125 žensk. In na temu nekajdnevnem kampu, v bistvu ona je to imenovala Wild Song Camp, sem spoznala kar nekaj žensk in med njimi Kesti, ki je govorila o krvavitvi in o pomenu menstrualnega počitka in o cikličnosti.
Zdaj sem zato predtem že slišala, ne, z strani Polone Sepe, če se spomniš, pokojna režiserka, tantrika. Jaz sem pa njej ogromno naredila izobraževanj. No, evo, Ja. evo. Pa hodila na njene retrite in Ja. tako naprej. Tako da že od leta 97. Evo. No, od Polone sem jaz v bistvu prvič slišala za cikličnost, ampak takrat sem prebrala, ti smo tako, nek super, imam življenje za živeti. A ne. Medtem ko sem prišla pa na ta Wild Song Camp, so pa te informacije res prišle Pristale. do mene. Na plodna tla. Ja, prvič sem zares zaslišala. A ne. In tudi ta del se mi zdi, ki je pomemben. Ko je ona, ta Kesti je bila že v menopavzi, ko sem jo spoznala in je rekla v času krvavitve, ko sem še krvavela, sem si vzela 5 dni menstrualnega počitka. In ko je ona rekla 5 dni, sem rekel, kakšen urok pa narediš nad možem, kako pa ti to otroke zrihtaš, kaj se pa zgodi? A Ne, bolj služba. Pa služba, ampak Doma še nekako gre, recimo. ja, evo. In to je bilo res veliko seme zame. Res veliko seme. Tako da to so bila pa zame ta konkretna vrata. No? In izkušnja tega druženja z ženskami, generacije od 3 mesecev do 72 let, a ne, različne energije, ki so zaradi tega prisotne. Tako, zakaj tega nimamo v Sloveniji? Tako, iz te molitve je to prišlo ven. No? Ta moja želja, da bi to, kar sem jaz izkusila tam, na tem okrogu, na teh pesmih, da bi to prinesla bolj v Slovenijo. Tako se je začelo. Kako se je pa v tvojem osebnem življenju potem te spremembe, ko si začela to uvajati? Kaj je bilo prej, kaj je bilo pol? Kaj je bila razlika? Ker recimo, jaz lahko rečem, ko sem naredila določene premike na duhovnem nivoju, moj življenje se je začel čist drugače odvijati. Ko sem frekvenco spremenila, enostavno so odpadle določene prepričanja, določene misli, določena čustva. Sploh nisem več tako razmišljala, recimo, o ljudeh, ki so prej bili proti meni, ker naenkrat ni bilo nič več tega. Sploh ni bilo več razmišljanja o tem. Kako je pa se pri tebi to zgodilo? Kakšen preobrat? V bistvu preobrat je bil najmočnejši mogoče v tem, da dejansko, ko sem ti omenila, veš, to molitev, s katero sem šla plesati, da se je ogromno tega zaprlo in da sem čutila veliko potrebo po tem, da grem pogledati, katera identiteta se zdaj želi roditi skozi mene. In to je nekako tudi neka moja tematika, ki me vedno spremlja na osebnem nivoju. Sem šla romati leta 2003, da slečem identiteto te in te Suzane, da vidim, kjera identiteta je. V naslednjem krogu, recimo potem to 2012, sem šla potem v Avstralijo, slekla identiteto igralke, da vidim, katera identiteta Je še spodaj, kot babuška. Ja. Da prideš do bistva. Ja. Kdo ti si, Ja. pa kaj prinašaš temu življenju? Ja. Pa veš, kaj vedno tudi recimo me ta del zanima, če bi, ne vem, se bi imeli pogovarjava, pa te rečem, ne, v koga rasteš zdaj? Koga rasteš zdaj? Kdo se želi zdaj roditi skozi tebe? Katera ženska? In to, kar so rekle, da smo bile obe dve zdaj nekje v tujini, pa smo prišli nazaj. In je v bistvu to tako dobro, kad ti nekam greš, ljudje te ne poznajo, nehaš govoriti te svoje osebne zgodbe, jada, ki jih imamo, pa to se mi dogaja, pa to se mi dogaja, pa to sem, pa to počnem, pa ta ženska sem, pa ta, hokus pokus. Ko pa nekam greš, pa dejansko tako, shiftneš se, morfneš, zašifta se ta energija, čakaj, pa
res, kdo sem jaz še, če se neham oklepati Suzane, Grau, A, B, C, D, vloge, ki jih ima. Tako da meni je ta kombinacija Avstralije, torej da sem nekam šla samo z enim kufrom, neznan teritorij, neznani ljudje, odložila igralko, odložila svoje zgodbe, odložila stanovanje, odložila partnerje, odložila, pač vse, kdor sem na tle. Tukaj se je v bistvu, je bil prvi glaven shift. Prvi glaven shift. Cikličnost pa spremljanje cikličnosti pa ženskih moči se je bolj konkretno navzven začel videti potem, ko sem prišla nazaj v Slovenijo. Medtem ko v Avstraliji ta pot je bila pa, sem si dala obljubo, šla bom samo tja, kamor me srce pokliče. Tle v Sloveniji služba jada, moraš. In sem rekla, kako je, če res poslušam, če res poslušam samo to, kar utripa in da temu sledim. Drage gledalke in gledalci, z najinim pogovorom nadaljujeva po oglasih. Šla si v Avstralijo, si rekla, potem šele, ko si se vrnila, so se konkretno začele preobrazbe. Koliko časa si pa bila v Avstraliji oziroma a si tukaj, te je vse čakalo, da si nazaj prišla ali si čisto na sveže domov prišla? Šla sem v bistvu tako ena od glavnih, kako rečem, izzivov. Preden sem šla na to pot, preden sem šla, je bilo spustiti stanovanje. Spustiti, ker to je bilo zame svetišče, zatočišče, tukaj noter sem rasla, končno sem našla svojo energijo, končno sem začela sebe spoznavati brez vpliva okolice, etc. In da ne bom šla v vso zgodbo, ker je pač lahko ves čas porabila samo za to. V Avstraliji sem bila 1 leto. Ni me počakalo tukaj nič, ker sem dejansko vsa vrata zaprla tle, vse podarila, samo en stolp glasbe nisem prodala, ostala sem pa tako, prav to, odvezala sem se od tega, da je to moje svetišče in samo moje svetišče, v katerega nihče ne more, razen če ga res ekskluzivno povabim. Tako sem naredila odprta vrata in sem rekla, pridite, skupine sem povabila, pridite, odneste, kar vas nagovori. In zame je bila to zelo velika svoboda. Tisti mesec se spomnim, kar naježim se, kakšno svobodo sem začutila, ko spustiš pač res vse, kar te identificira. Pač vse, kar te identificira, vse, kar se vklepaš, vse moje. Kaj je moje? Saj sem spet nazaj, moje stanovanje. Ampak, da sem 3 pikice. Tako da Avstralija, kufr, če bi bilo možno, bi bila karta v eno smer. Ampak ni, moraš imeti v obe smeri. Ampak v moji glavi je bilo tako, jaz grem in bom videla, kaj mi bo pot dala in kam me želi peljati. Kam me želi peljati? V koga se jaz zdaj želim roditi? Tako. Ja, zelo zanimivo. Potem, ko si, mislim, a je bilo po 1 letu, da si imela avionsko karto nazaj, a si že prej imela avionsko karto nazaj, pa si potem podaljšala? Ne, v bistvu karto sem imela pač za leto dni, sem šla, pa potem čez leto dni, za leto dni, že ko sem jo blokirala, sem jo morala že blokirati, ker drugače ne moreš vstopiti v Avstralijo. Tako je bilo takrat. Morala sem pa seveda vmes iti ven, zapustiti, pač sem šla v Novo Zelandijo pa še takrat. Tako da sem izkušala avstralske staroselce, zelo sem bila v skupnostih, sem živela,
Mesta sem spoznala, ampak sem šla pol vedno pač noter v skupnosti, a ne. Enako tudi v Novi Zelandiji. Se pravi, potem si čez 1 leto nazaj prišla, kaj se je pa pol tukaj dogajalo? Kaj te je sploh pritegnilo, da prideš nazaj? Pogoji, ki so bili za to, da ti pač ostaneš dol, a ne, ali se poročiš, ali te nekdo posvoji, kar te lahko do 56. leta, ali pa pač nek tak job, neko tako službo, moraš imeti nek tak status, ki je pač fajn, da bi lahko zaprosila, da bi ostala dol. In ko sem jaz gledala, kako to je, sem čutila, da Avstralija pravi, pojdi nazaj, a ne, pojdi nazaj, boš prišla še sem, ampak pojdi nazaj, zdaj moraš to, kar si tle se nahranila, vzeti, deliti, predati naprej. Jaz to čutim kot domačo nalogo, ki jo dobiš od Spirita. A ne? Ni vedno ti všeč tisto, kar dobiš za domačo nalogo. A ne? Veliko je upora, a ne? Veliko je tega, s čimer imaš zaplesati potem, se učiti, da prideš, recimo jaz zdaj, kaj smo leto, 25, torej 2013 sem prišla nazaj, 12 let kasneje, čutim, da sem delček domačih nalog obdelala. Delček. In ko me je prejšnjič moja prijateljica, sestra iz Avstralije, rekla, da je Suzana, ker pač ene pesmi, ki sem jih jaz pela, pa so na YouTubu, je ona potem uporabila zdaj na retreatu in potem je na retreatu govorila o meni. In jaz sem čutila, ko je ona govorila in ko je rekla, Suzana, kdaj boš prišla, da te spoznajo spet ženske tle, a ne? Sem čutila, da je to zdaj bližje realnosti. Prej se mi je zdelo vsakeč, ko je prišlo to vabilo, kot taka znanstvena fantastika, tako ne, jaz imam spet tle za oddelati stvari, za narediti stvari, za premakniti stvari, znotraj sebe, pa še okrog, a ne, tako. Pri meni je bilo zelo velikokrat tako, da res zelo velikokrat, da je bila naloga, Ja, pa sem jaz hotela pobegati. ja, seveda. Ja. Ampak so oni tam zgoraj, veš, to je tako, ko veš, na divjem zahodu pridejo z laso, pa ujamejo divje konje. No, tako sem bila jaz zelo velikokrat ujeta, pridi nazaj, tlele gremo, po tej poti gremo naprej. Se pravi, ko si prišla nazaj, kaj je bilo tisto, kaj je bilo pa potem res drugače, da si ti vedela, da si druga identiteta? Ker dejansko se gre, recimo, mogoče samo še tole za uvod, da pred mogoče kakšen dan nazaj ali pa 2 dni je eden na moji Facebook strani napisal, da ni možno spremeniti svoje osebnosti, identitete. Sem rekla, ja, moja osebna izkušnja kaže, da to je bilo edina možnost, da si jaz spremenim vse, zato da sem se jaz lahko raka ozdravila. Tista identiteta ima pač raka, ne? In ne moreš več. Tista osebnost ima raka. Ta osebnost ga zdaj nima, pa je uspešna. Se pravi, kako se je pri tebi to poznalo? Ker pri meni se je drastično poznalo. Ta je bila žrtev, ta je bila nesrečna, žalostna, majhna, ta zdaj pa raste v tako veliko, zadovoljno, navdušeno, srčno, končno žensko. Jaz sem si zmeraj hotela biti moški. Zdaj pa končno ženska prihaja ven. Kako je bilo pri tebi to videti? Ker pri meni je res identiteta, mislim, ta osebnost, eno in drugo res kristalno jasno, pred rakom, po raku. Okay. Pri meni ta del ni bil toliko drastičen, je pa bilo tako, da ko sem prišla nazaj, me je počakala seveda, ti greš, tako kot na kakršnem koli svetem potovanju, ali z medicino, ali pač na fizičnem potovanju. Ti greš, tam se spremeniš, tam živiš neko novo zgodbo. Prideš nazaj, tle je vse isto. Tle je vse isto, nič se ni zgodilo vmes. Ti imaš razsvetljenje, pa prideš nazaj. Čakaj, kdo sem že bila tle? Ljudje te poznajo kot tisto, kar si bila tle.
Jaz, ko sem prišla nazaj, ni me počakalo igralstvo ali pa kakšni angažmaji ali pa kaj takega. Res pa je, da takoj, ko sem prišla, jaz sem imela že idejo, jaz grem zdaj na Škotsko, ker grem gor Magdalenino linijo pogledat, pa grem potem v Glastonbury, pač, a ne, takoj sem imela že, jaz grem naprej. Potem je bil tukaj čisto praktičen vidik, da sem bila povabljena k 3 predstavam, treba finance zaslužiti, a ne, da bom lahko jaz pač pa to spet šla. In sem sprejela ta povabila. In jaz sem prišla julija sem prišla, se mi zdi, septembra sem čutila v sebi, moram se ustaviti, ker drugače bom počla. Hrbtenica me je začela boleti, zelo, ampak sem še gonila do decembra, ko sem imela zadnjo premiero. In potem sem bila, ne bom zdaj ostala, ne zaradi kamer, ampak dejansko sem bila prepolovljena kot babica, jaz nisem mogla več ostati gor. Nisem se mogla dvigati. Z berglami sem bila na premieri, igrala, vlogo smo spremenili, da sem babica, zato ker se nisem mogla več dvigati gor. In dokler nisem padla, ker je bila zima in poledica, se nisem ustavila. Toliko me je Suzana odprej počakala tle, a ne, tista kagon. Tako da je bila v bistvu bolezen tista, ki mi je naredila, ok, zdaj pa tisto Suzano iz Avstralije pripelj sem. A ne? In je bilo treba zvočati, zdraviti, spreminjati notranje zgodbe, da se lahko rodi Suzana tle. Drage gledalke in gledalci, po oddaji bova nadaljevali najin pogovor, med tem časom pa si lahko prevzamete svoje darilo na bisernica.si/darilo. Čaka vas nekaj zelo posebenega. Poglejte si to darilo. No, in potem si pripeljala osebnost Suzano iz Avstralije v Slovenijo. Ja. Kaj se je dogodilo? V bistvu eno ključnih orodij, a ne, ki jih tudi zdaj predajam, je dejansko jaz tako pravim, vsaka od nas, ker delam z ženskami, a ne, vsaka od nas se je rodila z dušno pesmijo. S pesmijo tega, kar želi živeti, kar želi priti v ta svet. In ta pesem se aktivira ob spočetju. In potem potuje in se, a ne, naseli v našo zavest, v naše bitje, v naše telo, v naše srce, v naš naseli se v nas. In nekje do 7. leta imamo zelo jasno zavedanje, kaj je ta naša pesem. Kdo mi smo, kaj smo prišle biti, kaj smo prišle početi, kaj so naši darovi, kaj se želi skozi nas izraziti. Med 7. in 13., rečemo 7. in 13., kot prva krvavitev, se zgodi pozaba. Zgubimo stik s tem. Zdaj, odvisno, kakšne okoliščine so v nas, okoli nas, kakšna zavest je naših staršev, naše okolice, koliko že vidijo, v koga raste to bitje in koliko spodbujajo, da to se neguje ali pa ne. Ampak v času prve krvavitve se pri ženskah začnejo najavljati sanje, vizije, ki če jih zavestno spremljamo, nam dajo informacije, ki nas spodbujajo, to si prišla biti, to si prišla početi, to si prišla kreirati, to bitje si prišla biti, to energijo si prinesla.
In zdaj večina žensk nima izkušnje posvečene prve krvavitve. Jaz je še nisem spoznala dekleta, ki bi rekla, ja, lepo je bilo, lepa izkušnja je bila, pač nimamo te prakse. Zdaj že, ampak ni te prakse generalno. In dostikrat recimo potem na izobraževanjih zaslišam strah pa obžalovanje, ampak jaz se nič ne spomnim, kaj je bilo v času prve krvavitve. Spomnim se, da sem imela izzive s svojim telesom, spomnim se, da je bila boleča krvavitev, spomnim se sramu, spomnim se pač teh neugodnih stvari. In jaz rečem tukaj, da je vedno nič bati, zaradi tega, ker imamo še vedno 500 menstruacij te čaka in še vedno 500-krat ti vstopiš v polje vizije. Ker čas krvavitve je polje vizije, je polje regeneracije, počitka, ampak je tudi polje poslušanja tega, katera identiteta odhaja in katera identiteta se želi roditi v naslednjem ciklu, v naslednjem menstrualnem ciklu. In nekje na 7 let, to, kar sva prej malo načeli, se naša identiteta v popolnosti želi zašiftati. In bolj, ko mi spremljamo in poznamo svoj cikel ženske moči, torej v času krvavitve, vizija, regeneracija, nujna. Če se ne bomo spočile, če ne bo počitka, ne bo nobena vizija dol prišla, ker bomo tako utrujene, da ne bomo mogli nič slišati. Bomo samo slišali, boli me, recimo, utrujena sem, izčrpana sem, rabila bi biti sama, rabila bi počivati, rabila bi jesti dobre župce, ampak če tega prostora za to ni, se tudi nekaj višjega ne more spustiti dol do nas. Ni prostora za to, kar pomeni, največja domača naloga za ženske, ustvarjati prostor v času krvavitve za počitek, in ko je počitek, se bojo tudi vizije pa sanje začele dogajati. In to si ti takrat začela ponotranjati, Jaz sem v bistvu 2012 sem spoznala eno kanadsko šamaneso, ki nam je predala menstrualne molitve. Te menstrualne molitve so bile zame največje darilo, eno največjih daril, zaradi tega, ker sem vsak mesec zbirala svojo menstrualno kri, gledala v svojo menstrualno kri, v vložek, kaj je zgodba na vložku, a sem zdrava. Najprej, a sem zdrava, potem pa mistično, kaj pa je narisano na temu vložku. Kakšna je moja kri, kakšen je bil cikel za menoj in potem nesti to kri v naravo, darovati zemlji in moliti. Vsak mesec je bila določena molitev skozi menstrualni, skozi medicine wheel, 13 molitev, ker je 13 lun, 13 menstruacij v letu. In spreminjati matrice od kako je bilo spočetje, kako je bilo otroštvo, kako je bilo najstništvo, kako je bilo od 21. do 30. Pač vsi ti cikli, ki se zgodijo, spreminjati to zgodbo, spreminjati energijo tega, potegniti energijo nazaj, kjer smo jo izgubili. Predvsem pa stik s krvjo, z ciklom skozi mesec, ne samo krvavitev, ker to so ena vrata, in potem darovanje zemlji, vzpostaviti stik z zemljo nazaj. Kako pa ženske, recimo, ki so že v menopavzi? Tukaj ti bom po moje odgovorila čez 1-2 leti. Zaradi tega, ker jaz sem v menopavzi, ne krvavim več in zdaj odkrivam, kaj so vrata, ki jih lahko ženskam predam, zares predam iz moje osebne izkušnje. Ampak v tem nekem, bi rekla, preprostem, kaj se da, je pa poslušati pač, kaj je tvoj ritem, kako teče energija. Drugo je, luna nam pomaga. Prazna luna, čas krvavitve. Prvi krajec, čas prebujanja energije mladenke, zaveza avanturam. Potem polna luna, čas ovulacije, kako to želi sijati, kako želimo mi stopiti v ospredje. Čas pred krvavitvijo, zadnji krajec, PMS,
Ampak jaz rečem, da PMS, to obdobje je prostor ženske moči. Zaradi tega, ker snamemo rožnata očala. In menopavza je sneti rožna očala dol. Če nam kaj, recimo v času, dokler še krvavimo, res ni problem se razdajati, ni problem biti pač ta dobra, ljubeča, sočutna ženska, ki bla, bla, bla. Ko vstopimo v pred krvavitvijo teden ali pa potem, ko vstopimo v menopavzo, je pa tako estrogen pade in reče no bullshit, sister, no bullshit. Zdaj se pa zbudi. Kaj delaš s svojim življenjem? A živiš, če smo se skozi življenje razdajale, bile mamice, kariera, pač kamor ne je šel ta naš tok življenja, nas v času, v obdobju pred menopavzo, pa potem v menopavzi, je tako, zdaj pa, če si zdaj vse pozabila, zdaj pa res, hej, čo se izteka, proti 2 metra pod zemljo hodaš, zbudi se, zbudi se, zbudi se. To sem tudi jaz opazila v moji ordinaciji, da ženske, ki imajo težavo, tako PMS oziroma ki imajo težavo potem v prehodu v meno, te valunge pa te oblive pa to, bolj je treba za sebe skrbeti. Ogromno je jeza zadaj in je to treba sprostiti. Tako da za konec dajva pogledati, kaj je tisto, kar bi ti predala našim gledalkam in gledalcem za zaključek. Prehitro nama je šlo. Za zaključek, kaj bi predala? Bodi radovedna, v koga se rojevaš sedaj. Bodi radovedna, v koga se rojevaš sedaj. Bodi pripravljena biti radovedna. Dati molitev, vodi me, kaj naj spustim, nežno, ljubeče, lahkotno, da se kdor jaz sem lahko rodi v tej novi fazi življenja. Kdo je tista jaz, ki zdaj želi stopiti v ospredje, ki je bolj naravnana na to, kdor jaz sem. To bolj v skladu s svojim resničnim izvorom. S pristno naravo. Ne s temi, kaj smo bile naučene, kaj smo tudi sebe vzgojile, kjer vztrajamo zaradi strahu. Ko sem omenila Avstralijo, sem rekla, da bom sledila samo srcu. Vsakič, ko sem sledila pameti, se je nekaj naredil, da je bil kažin. In sem se morala spet uskladiti. Kam želiš iti? Ob čem meni srce res poje? Ob čem meni srce res poje? Poslušaj ta korak zdaj naredi. Draga Suzana, najlepša hvala za tvojo prisotnost v oddaji Moj odnos do zdravja. Veliko biserov si nam predala. Tako da jaz računam, da tudi naše gledalke in gledalci, da ste veliko dobili iz tega. In se zahvaljujem za vašo prisotnost z nami v oddaji Moj odnos do zdravja. Prevzemite še darilo, ki sem ga pripravila za vas na www.bisernica.si/darilo, nekaj zelo fajnega, kjer pridete bolj v stik s samim seboj. In se vidimo v oddajah še naprej. Lepo se imejte.